Veselimo se v naši župniji 4 novih zvonov, ki smo jih po zvonik katedrale pospremili 9. julija letošnjega leta. In zato se še posebej v župniji Svetega Mokorja in Fortunata v Gornjem Gradu veselimo vseh naših dragih gostov. In pobude gospoda Dominika Krta, današnjega glavnega dirigenta, da ste danes vi tisti, ki boste še posebej zaznamovali to slovesno sveto mašo. Tako velja prav poseben pozdrav glavnemu mašniku, gospodu Jožetu Planinšku, direktorja Domu svetega Jožeta na Celje, ki si sprejel povabilo in si danes z nami. Pozdrav župniku naših pevcev, gostov iz Švice, patru Stanislavu Deklaraciju, Herr Pfarrer und deine Sängerin, besonderes Herr Dirigent Janis Krt, herzlich willkommen bei uns in Gornji Grad. Prijazen pozdrav. Prijazen pozdrav in dobrodošli za pevcev dveh zborov iz Švice pod vodstvom zborovodje Janisa Krta. Pozdravljam zborovodja in današnjega glavnega dirigenta cerkvenega mešanega pevskega zbora francegaških iz Stran, Dominika Krta, in Tomaža Pirnata, dirigenta komornega zbora Limbar iz Moravč in vse pevce. Pozdravljam predsednika simfoničnega orkestra Domžale Kamnik Miha Buzjeka ali njegovo namestnico Ano Ernest. Pozdravljam vse soliste in vse, ki ste danes tukaj z nami. Dobrodošli. Poseben pozdrav pa velja tudi županu občine Gornji Grad, gospodu Stanku Gradju, podžupanu gospodu Petru Letonji, ravnateljici osnovne šole Gornji Grad, gospe Blanki Nerec, in direktorici občinske uprave gospe Jožici Peč. Pozdrav. Pozdravljam vse moje drage župnijske sodelavce in vse vas, ki ste prišli od blizu in daleč, toplo in prijazno dobrodošli tukaj v naši župnijski cerkvi. Danes je torej praznik rožnodenske Matere Božje. Marija je sopotnica na naši poti. Še posebej, ko se radi vračamo k njej. Veliko razlogov za današnji dan in to veritev svete maše, ki pa jo najprej začnemo z iskrenim obžalovanjem naših grehov in slabosti, da se bomo vredni udeležiti teh svetih skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznamo se vsi, v mislih veselega dneva, mnogo dobrega odpustil in zdravega stoja. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Svetega Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Oh
Bog Oče, od Tebe so vse dobrote, od Tebe je vse, kar stoji in kar imamo. Nauči nas, da bomo v Tvojih delovnih pridali svojo neskončno ljubezen in Te ljubili iz vsega srca in vsemi svojimi očmi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaija. Zapevmo o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču. Prekopal ga je, ga otrebil in zasadil zlatno trto. Sredi njega je se zidal stol in v njem izdolbil tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dajal vinočje. Zdaj pa jeruzalemski prebivalci in judovi možje razsodite med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal vinočje? Zdaj vam bom povedal, kaj bom storil svojemu vinogradu. Odstranil bom ograjo, da bo izropan, podrl bom obzidje, da bo podrtan. Spremenil ga bom v pustinjo, ne bo obrezovan, ne okopavan, poganjala bosta trnjen sad in prepovedal bom odlakom, da bi dešel silinami. Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami, judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej zatiranje, da bo pravičnost, pa glej bitje. To je Božja beseda. Yes,
bratje in sestre, nič ne skrbite, ampak v vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu, molitvo in prošnjo v zahvaljevanju. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količka, leposto in hvalevredno, vse to imejte v misli. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, podelajte. In Bog miru bo z vami. To je Božja beseda. Bogu hvala. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga oddal z ograjo, izkopal njen s tiskalnico in se zidal vstop. In dal ga je v najem viničarje, da bo odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnili. Nato je poslal druge služabnike večkrat odprej in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina rekoč: mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ta je dedič, dajmo ubi Boga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu: podobne že bo truto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel: ali niste nikoli brali v pismu? Kamen, ki so ga zidani zavrli, je postal bogleni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očih. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvo, ki bo obrodilo njegove sadove. Poslušali smo Kristusov evangelij. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Der einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es hinaus. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: das ist der Erbe. Aus, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinberges kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei Christus. Dragi braće i sestre, poštovani poslušnik Ivan, pevci, orkestraši, vsi lepo pozdravljeni.
Gästen von Schweiz, die Pfarrer Stanislaw, es klingt so slawisch, herzlich willkommen und es ist schön, dass wir auch hier zusammen sind. In Celle haben wir schon wenigstens zweimal getroffen und es ist schön, dass Sie so gerne immer wieder und wieder in Thüringen kommen. Und so geht, ich wünsche, dass so geht noch weiter. Pa se bomo nekoliko dostavili še današnji božji besedi in hkrati tudi v vsem tem dogajanju, tako nocoj, kakor tudi v teh dnevih ali po tem času tukaj v vaši župniji v Gornjem Gradu, kjer vedno znova slišimo besede in spodbudne stvari. In zdaj je še posebej slišati, ko imate tako ubrano zvonjenje. Tako iz preroka Izaija, kako tudi v Evangeliju smo slišali dve prispodobi iz našega vsakdanjega življenja, ki morda vam Gornjegrajčanom niso tako strašansko blizu, da tukaj ni vinogradov, pa vendarle si dobro predstavljate, meni ali pa Ivanu pa je, ker prihajajo iz vinorodnih krajev. In če se nekoliko zamislim, recimo v očeta ali pa v gospodarje v naših krajih, ki dejansko delujejo in negujejo vinograd, popolnoma drugače razumem preroka Izaija ali pa Jezusa. In točno vem, zakaj je dal to prispodobo. S kakšno ljubeznijo, s kakšno rahločutnostjo in nežnostjo kmet, vinogradnik dejansko gleda na svojo trto, jo obdeluje in kakšna je bolečina, ko jo uniči neurje ali toča, slam, ko recimo nič ne obrodi, ko ni nobenega sadu. Kakor tudi na tolikih drugih področjih našega življenja verjetno doživljamo isto. Zato čutimo Izaijevo bolečino, pa tudi malo Jezus, kakor tudi Jezusovo jasno besedo, da bo torej vzeti vinograd, če ga ne bomo obdelovali tako in hkrati tudi ne skrbeli, da bodo lahko prišli njegovi sadovi do izraza. In naš blažni Slomšek, ki mu je bila ta prispodoba tudi zelo blizu, je ravno svoje pastoralno delo in okolje, v katerem je deloval, enostavno imenoval prvo Gospodov vinograd, kjer ga čutimo v njegovi bližini ljudem, kako je dejansko ta vinograd tudi sam ljudsko besedo doživljal, saj ga poznamo, kako kupuje ribče in zasadi vinograd in vabi prijatelje, da se tam družijo in praznujejo. In nenazadnje je prav to tisto, kar je pravzaprav temeljno za naše krščansko poslanstvo sredi tega sveta. Tudi župnija namreč je takšen vinograd, znotraj katerega je pomembno, kako negujemo življenje, naše medsebojne odnose in kako potem to dejansko prinaša veselje vsem, ki so živo. Torej, zaupano nam je, da smo skupaj. Kako smo skupaj, pa je prepuščeno sorazmerno močno tudi nam. In kaj potem mi iz tega vinograda, ki nam je zaupan, naredimo? Iz naših vasi in okolij, iz naših župnij, je pa tisto, kar je sad naše odgovornosti ali pa neodgovornosti.
In če je lepo nekje živeti, in mislim, da v Gornjegrajski dolini zagotovo je, ki je obdana temi lepimi skrivnostnimi gozdovi in sredi s to čudovito cerkvijo, ki je kot srce tega kraja, bi bilo resnično škoda, da bi vse te priložnosti, ki so nam dane, zapravili. Gospod nas je torej obsipal s tolikimi različnimi stvarmi, krati, pa nam jih je tudi prepustil, da lahko z njimi gospodari. In prav zaradi tega nam v Božji besedi po eni strani daje slavila, po drugi strani pa spodbude, da ta vinograd ostaja obdelan. V veselje nam, ki nekaj živimo, v njem živimo in tistim, ki sem prihajajo. Enako je z glasbo. Čudovita harmonija, kjer se prepleta eno z drugim in vse oblikuje celoto, ki nikogar ne more pustiti nenagovorjene. Mislim, da nocojšnji večer tukaj vsi to doživljamo. In nekaj podobnega je tudi zvonovi sredi kraja, ki so različni, pa vendarle ubrano uglašeni in skupaj prepevajo, še veliko bolj mogočno, kakor vsak zase. In prevevajo te griče in doline, odmevajo pod krivo. Danes je Rožuvenska Mati Božja, ki je tesno povezana tudi z molitvijo angelovega češčenja. Vse te pobožnosti ljudske so še kako aktualne danes, saj so nastale v tistih najtežjih časih, najhujših turških upadov in prodora islama v naše kraje. Morda ni napak, da se tega zavedamo in da jih vedno obujamo, oživljamo. Zvonovi so tisti, ki nas prav k temu vabijo, zjutraj, poldne in zvečer. Molitev angelovega češčenja se je začela prav takrat ob zvonenju, ki je bilo zapovedano, ko so kristjani pri Lepantu zmagali nad Turki. Prav je, da vse to jemljemo v zakup tudi danes. Vendar je prav, da se tudi zavedamo v tem, ko poslušamo recimo sedaj tukaj še vaše nove pobrane zvonove, ali pa nocoj to prepevanje, da je pravzaprav to le tisto na vrhu, kot neke vrste krona, nečesa drugega, kar se skriva po ozadju. Ljudi. Živih ljudi, ki ste sposobni tako razmišljati, da lahko pride do takšne harmonije. Kajti uspeh neke župnije, kot je vaš, kot navali teh zvonov, ne more biti sadne enega ali drugega, ali pa nekaj posameznikov, temveč le tesnega in zaupljivega sodelovanja več ali manj vseh. In to je tisto, kar še posebej nagovori. Ko poslušamo glasbo in prepletanje, petja, igranja, tolikih različnih glasov, tolikih različnih inštrumentov, pa še solistov vmes, pa vse to oblikuje na celoto. Vendar je v ozadju vsega tega tudi veliko spoštovanja, da nihče ne gre čez svojo mejo, da nihče ni tisti vinogradnik, ki bi hotel tam po svoje tam gospodariti. Ker bi potem nastalo iz tega kakorkoli, kot smo slišali v današnji Božji besedi.
In bolj ko gremo po svoje, bolj vse ovira. Bolj pa dejansko, ko oblikujemo življenje v harmoniji medsebojnega sodelovanja, toliko bolj gradimo. In prav to je tisto, kar je danes v našem dosti razvojenem svetu, še posebej v našem razvojenem narodu, zlasti pomeni. Poglejte, mi kar naprej govorimo o naših medsebojnih odnosih, kako pomembno je, da se spoštuje. Da se razume. In ko si voščimo v poroki ali pa sicer v novem letu in podobno, vedno znova govorimo, da bi se ne razumeli. Samo o razumevanju govorimo. Vendar, mi ljudje se sredi tega sveta v temelju ne razumemo. Govorimo o nečem, česar ne bomo nikdar dosegli. Zato smo pa ravno vedno razočarani. Kako naj, recimo, mož razume svoje žene? Vendar ni preprosto, jaz je nimam je ved. Kako naj starši razumejo svojega mladostnika v puberteti? Tisti, ki ga imate verjetno veste, da to ni povsem preprosto. Kako naj razume mladostnik svoje starše, ki nimajo blage veze v poteku življenja, ki ga doživlja on? Kako naj razume oče ali pa mati, ko ima umira otrok v prometni nesreči ali pa zaradi? Poleg tega, pa tudi lepe stvari pravzaprav ne razume. Če nas je nekdo resnično razveselil in pretresel svojim presenečenjem, potem pač tega ne moramo razumeti. Če nam je namreč nekdo storil nekaj lepega, razveseljivega in razumemo, zakaj je to naredil, nam ni naredil kaj posebnega, nam je pač nekaj plačal. Če pa še ni bilo kaj plačati, nas pa s tem križemo podkupuje in bo že prišel kasneje s tistim, kar načrtuje s tem, ko nas je presenetil. Če pa nam je naredil nekaj, česar res ne razumemo in na kar nimamo odgovora, nas je pa resnično tudi razveselil. In ne nazadnje tudi Boga čisto nič ne razume. Včasih reče poteze, ki so vse prej kot takšne, ki bi se jih želeli, ali pa ki bi nas veselili. Ni razumevanje temelj v našem življenju. Tile viničari so se dobro razumeli med seboj, zato so postali banda, ki je pač naredila z tistega vinograda, kar je naredila. Manjkalo je pa nekaj. In to je temelj za naše življenje. Spoštovanje. Mi se moramo v naših medsebojnih odnosih spoštovati. O tem pa tako malo govorimo. Kako mora glasbenik spoštovati po teh not? Če bi rekli vsi tile, ki tukaj prepevajo, spoštovali vsak svojo črto, vsak svojo melodijo, bi bilo tukaj karkoli. Če bi se pa popolnoma razumeli, bi pa vsi trudili v en rok in bi mi verjetno slejko prej vsi odšli od to. Ker pa slejkar ne spoštuje svoje in je temu zvest, nastaja harmonija, ki dviguje človekovega duha. Tudi v sožitju kraja je tisto, kako zelo različni smo si lahko. Mladi, stari, teje, ali oni stranki, v cirkvi, ali pa necerkveni in podobno.
ampak s tem pa še ni rečeno, da se ne moremo spoštovati. In ko se spoštujemo, nastopi lepota našega življenja. Ker namreč vsakdo lahko doprinaša van iz svojega bogatstva in ni krnjen od drugega. In to je tisto, kar gradi prihodnost. Prepričan sem, da je tudi tukaj v župni vaše medsebojno spoštovanje tisto, ki je pripeljalo dogajanje do to, da vas sedaj tudi spoštljivo nagovarjajo za noge in vas vabijo molitvi. Prav po vzgoji za spoštovanje. Kajti Bog je tisti, ki nas ne vabi k molitvi zato, da bi užival ob časteh, ko mu jih mi dajemo. Temveč nas vabi k molitvi in poklekovanju pred njim, da bi imeli občutek za svet in da bi torej ne le on bil svet za naše življenje, temveč tudi mi, drug drugemu, vedno nekaj svetega. Amen. Verujem, da je nekaj Boga, učenja vsemogočnega, stvarnika nebesne zemlje, vseh nekih velikih stvari in velikega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je začetka rojen v vsemi veki in je Bog od Boga, ključ od duši, pravi Bog od pravega Boga, rojen brez stvarja, enega bistva z očetom in je v njem svet stvarja, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je odtelesil po svetem duhu, iz Marije Device in postal človek, ker tudi križal za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju z pisma, in je šel nebesa, sedi na desnici očetov in bo spet prišel spraviti svoji žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. Svetega Boga, Gospoda, ki oživlja, ki izdaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in vedno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznava enkrat odpuščanje grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem letu. Amen. Bratje in sestre, polni zaupanja se obrnimo k nebeškemu Očetu in mu povejmo svoje želje v molitvi in prošnji. Gospodar, da malopridne vinogradnikom za vinograd, naj obrodimo dobre sadove, da gotovine zapravimo Božjega kraljestva. Prosimo te, usliši nas. Kristus nas je v cerkvi združil kot brati in sestre. Naj po njegovem zgledu radi strežemo in služimo drug drugemu. Prosimo te, usliši nas. Jezus tudi danes kliče in izbira nove sodelavce. Naj vsi, ki se pripravljajo na duhovniški in apostolski poklic, zvesto sodelujejo z Božjo milostjo in postanejo resnični služatelji Božjega ljudstva. Prosimo te, usliši nas. Bog sam je naročil njegovo razumetje zapisati v Sveto pismo. Naj radi in zbrano beremo ponudbo življenja, da bomo našli mir in duhovno veselje. Prosimo te, usliši nas. Božji predsedniki imajo slike apostolske duše posebno mesto. Na njihove molitve in žrtve nadomestijo molitev tistih, ki ne znajo ali ne morejo več moliti. Prosimo te, usliši nas. Dobri Gospod,
prosimo pa te tudi, da z milostnimi darovi povrneš vsem našim dobrotnikom, vsem našim sodelavcem, vsem našim dobrim ljudem, za vse, kar so dobrega storili s tem, da so naši zvonovi zazvonili v zvoniku naše župnijske cerkve. Prosimo te, usliši nas. Gospod naš Bog, te in všetké prošnje danes polagamo na oltar. Naj dosežemo, kar prosim, po Kristusu našem Gospodu. Ki ga boste pa danes namenili za našo obdarovanje, pa bo namenjen za drugi veliki projekt, ki ga bomo malo tudi v novem letu začeli. To pa je izgradnja novega pastoralnega centra. Hvala vam za to, ker slišite pomoč in hvala, ker boste tudi delovali. Amen.
posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moji spomini.
si nam dal svojega Sina v duhovno hrano. Daj nam moči in veseljo, da ti bomo še bolj služili in bomo vredni novih dobrot. Po Kristusu našem Gospodu. Iskreno se veselimo in zahvaljujemo dobremu Bogu za današnjo slovesnost. Zato se res lahko in moramo iz srca Bogu zahvaliti za 4 nove zvonove naše katedrale, ki so tako hitro priromali v zvonik. Zahvaljujem se vsem donatorjem in botrom novih zvonov tudi iz tega mesta. Iskreno in prav posebej se zahvaljujem vsem mojim dragim sodelavcem, še posebej ključarjem za vse, kar je bilo tako lepo doživetega v dneh priprave na nove zvonove in tudi sicer. Iskren in velik poklonaj tebi, dragi Jože Planinšek, ki si sprejel povabilo za vodenje današnje slovesne svete maše. Hvala patru Stanislavu, da ste danes z nami. Dankeschön. Naj se še iskreno in res iz srca zahvalim vsem pevcem in instrumentalistom na današnji slovesni sveti maši. Naj skromna zahvala v imenu vseh mojih sodelavcev izveni še posebej gospodu Dominiku Krtu, ki se tako skromno skriva tam zadaj, vsem dirigentom teh zborov, prav tako pa tudi predsedniku simfoničnega orkestra Domžale Kamnik Niki Kozjevu ali njegovi namestnici Ani Ernst. Vse naštite, prosim, da se mi tukaj da sedaj pridružite, ker boste v znamenje naše hvaležnosti dobili skromno darilo, ki je knjiga o naši katedrali in hkrati tudi zvonček, ki vas bo spominjal na to, da ste bili tukaj na zahvalni maši za 4 nove zvonove. Prosim, da se pridružite. Potem pa se še zahvaljujem kulturnemu društvu Gornji Grad za pomoč pri izvedbi današnje slovesnosti, čeprav posebej gospodu Jožetu Remšaku, našemu dragemu zobdarju. Zahvaljujem se našim ministrantom za slovesno asistenco, župnijski Karitas, pridnim gospodinjam in vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli današnji slovesnosti. Naj dobri Bog tudi preko zvonenja zvonov še naprej blagoslavlja vsa naša prizadevanja, ter vse naše delo in zato bomo sedaj iz srca Bogu na čast zapeli zahvalno pesem, ko se bodo naši zvonovi tudi slovesno oglasili in ponesli našo molitev v nebeško slavo. Hvala in lep preostanek večera vsem skupaj želim. Hvala lepa, da sem lahko bil zdraven danes v kroni tega dogajanja pri vas, tebi Ivan za povabilo, kakor tudi vam vsem, ki ste nam tako povzdignili to stolnico do ne le teh višin, ki jih vidimo, temveč preko, da se bomo morali kar spet spustiti nazaj v realni svet, ko se bomo vračali domov. Kakor tudi vsem vam iskrene čestitke, Gornjega Grada, 22 let sem v Celju, poleg tega, da se slišijo novi zvonovi, se doslej še ni slišalo toliko spodbudnih novic. Iskrene čestitke in hvala. Tudi tako
znotraj Cerkve, drugom drugem in drug zaradi drugega skušamo storiti čim več v božji čas. Pa zato res od srca zapojmo. Tebe, Boga, hvalimo. Zahvaljujemo se Tvojemu dobrotljivemu veličanstvu in s prošnjami prihajamo pred Tvoje